Pozdravljeni v novi epizodi podcasta MCC vam pove. Danes je z nami Saša, osebna trenerka. Saša, živjo. Bravo. Hvala, da si se odzvala mojemu povabilu, no pa ti prepuščam, evo, da poveš nekaj, par stavkov na vse, kdo si ti, pa tako. Okay, zdravo še z moje strani. Za začetek tudi hvala za povabilo. V bistvu je za mene tole čisto neka nova stvar, ampak sem rekla, ok, probimo. Jaz sem Saša, prihajam iz Celja in sem v bistvu diplomirana kineziologinja. V kratkem imam tudi namen postati magistrica kineziologije. Hkrati pa tudi študiram fizioterapijo, tako da bom tudi v naslednjih mesecih ta del študija zaključila. Sem pa ja, tudi v bistvu osebna trenerka in se ukvarjam predvsem z ženskami, delam v fitnessu, hkrati pa tudi počasi imam malo bolj namen iti tudi v fizioterapevtske vode. Super. Ok, zdaj za tiste, ko mogoče ne vejo, no, na kratko, zdaj si diplomirana kineziologinja. Kaj točno ta naziv zajema, kje v bistvu ti lahko delaš, kako to, da si se pol usmerila v fitness, recimo, ali pa bolj te vode? Ja, v bistvu kineziologi smo strokovnjaki na področju gibanja in je v bistvu ta poklic je zelo širok, ni še pa neke take usmeritve, da bi rekla, da je prav nekje poklic, kjer se lahko za poln delovni čas zaposliš. Sicer se dogajajo stvari tudi v tej smeri. Cilj je, da bi enkrat postali zdravstveni delavci in sicer, da bi lahko delali na področju, v bistvu na preventivnem področju za zdravje, ne, ker lahko pač prek gibanja na ful veliko teh zdravstvenih vidikov vplivamo. Lahko pa delamo tudi, ne vem, v zdraviliščih, v fitnessih, tako da jaz sem v bistvu kar hitro začela delati najprej v športnih društvih, kjer sem vodila vadbe, potem pa sem imela vedno več interakcij v bistvu z individualno strankami in sem zdaj vedno bolj šla v te individualne obravnave tudi preko osebnega trenerstva, no. Super. Ok, zdaj omenila si že, da torej delaš v fitness centru. Ne vem, kaj je ta tvoj fokus, mislim, kakšne vadbe so to zdaj, a veš, za enega, ko mogoče to ni sploh nikoli prišel v fitness, kako bi ta razložila nek čistko na kratko, kakšne vadbe so to, mislim, ki jih recimo ti ponujaš? Jaz, na primer, kar delam vadb, je v sklopu fitness centra, ne, mi imamo tukaj v fitnessu, ne vem, 10 ali pa še več različnih skupinskih vadb, kjer je v bistvu pač stranka pride na uro in jaz uro odvodim, njih je pa pač več naenkrat noter, ne. Jaz v letošnji sezoni imam na primer vadbo Hot Abs, to je vadba, ki jo izvajamo v ogrevanem prostoru in je pač poudarek predvsem na krepitvi trupa, ne, na trebušnih mišicah, na stabilizatorjih trupa, pa body pump vodim, to je pa v bistvu skupinska vadba z utežmi ob glasbi, kjer pa v bistvu dobimo koreografijo, je licenciran program in pač v bistvu delamo to. Poleg tega pa jaz vodim še pilates, aerobiko, funkcionalno vadbo, vse skupaj, no, sicer zdajle nimam redne ure, ampak kar so pa nadomeščanja, pa tako lahko pa tudi vse te stvari pokrivam, ne, tudi to smo na primer kot kineziologi dobili ful enih licenc tekom faksa, pač tudi v bistvu malo kako si izbral predmete, jaz sem na primer hotela delati pilates, sem hotela delati aerobiko, tako da sem potem dobila naziv tudi inštruktor skupinskih vadb in pol znotraj tega pač lahko večino stvari vodiš, no, tudi kake vadbe za starostnike, za kronične bolnike, take stvari, no. V fitnessu pa ja, kar delam pa za sebe kot individualno, so pa pač ta osebna trenerstva, tukaj pa v bistvu stranka mene kontaktira kot mene osebno in ponavadi jaz imam tak sistem dela, da pač se najprej z to potencialno stranko dobim, pa naredimo nek tak uvodni pogovor, da pač malo pove, kaj je njen problem, kaj je njen cilj, če ima kakršnekoli bolečine, ki bi jih rada prek vadbe izboljšala. Tako da tako čisto v bistvu neka taka osnovna anamneza, bi rekla, da jaz znam iz tega potem sestaviti v bistvu ta trenažni proces, no. Pol se recimo zdaj, če tako imamo, ne vem, osebno trenerstvo, pol v bistvu se daje fokus torej tudi na vadbe ali je pol res specifično samo fitness oziroma pač kako poteka? V bistvu je tako, načeloma jaz vedno probam stranki še neko dopovedati, da še more sama kaj tudi narediti, ne, tako da jaz delam v Top Fitu, imamo pač poleg osebnega trenerstva imajo stranke tudi dostop do skupinskih vadb.
Vedno rečem, da si še probajo najti vsaj, ne vem, enkrat na teden eno izmed vadb, ki jim pač ustreza, ne. Tudi recimo, če jim pa to ni fajn, imam tudi stranke, ko nočejo na nobeno skupinsko vadbo iti in pa rečem, ok, pa pojdi na celjsko kočo, pojdi na sprehod za Savinjo, karkoli pač ti je fajn delati, no. Tako da ja, v bistvu kombinacija obojega, no. Super. Ja, ne vem, meni se zdi, da je kar to tako za ženske, recimo, sploh večkrat po mojem imajo kar nekako, ne vem, tabu, ali pa kako bi temu rekla, da recimo se nočejo lotiti fitnesa, pa se mi zdi, da, ne vem, to ni za ženske. Recimo, jaz vem, da mama mi je vedno rekla, pa ne boš v fitnes hodila, ker to so samo fanti tam not, ko znajo za težmi, recimo. Ne vem, se mi zdi, da je kar tako malo, še dostakrat slišimo, no, to, ne vem, v okolju, da to ni vadba za ženske, no, bi rekla. Ja, jaz mislim, da sicer, hvala Bogu, te stigme, jaz mogoče sem malo bolj v teh športnih vodah, ne vidim več tukrat, no, mogoče med splošno populacijo večkrat pride do tega, ker v moji družbi je pač to dosti normalno, mislim, ni nič posebnega, da to delaš. Tako da ja, ženske so ponavadi malo bolj na skupinske vadbe hodile, so se tam pač malo bolj varne počutile. Ampak moram reči, da vedno več žensk hodi tudi v fitnes, no, kar je pač meni fajn videti. Je pa res, da na začetku velikrat ne vejo, kako začeti, pa tudi ta strah je prisoten, da bojo zdaj ratale take nabite, pač da bojo dobile take možate postave, če bojo delale z utežmi, ampak to ni tako, pač ljudje se ne zavedajo, da je v bistvu ful težko postati tak širok, pač mislim, tukaj je ful veliko dela, ful veliko treninga, pravilne prehrane znotraj tega, leta in leta trajajo, da ti dobiš mišično maso, pač to ni, da bojo zdaj kar 2 meseca uteži dvigovale, pa bojo pač ne vem kako natrenirale se, no, tako da ima pa pač vadba za moč, vadba z utežmi, ful veliko dodatnih pozitivnih učinkov, ki jih pač rabimo, no. Pa pol recimo mislim, ne vem, kakva populacija oziroma, kako bi rekla, kakva skupina se mogoče tebi odzove za osebnost trenerstva, so to, ne vem, nekako čiste začetnice? Tako sem rekla, no, na splošno samo z ženskami delam, nekdaj pač sem opažala, ko sem tudi z moškimi delala, da mi je bilo pač, ne vem, ful sem se bolj sproščeno počutila, ko sem bila z ženskami, tako da sem se odločila, da bom pač sam z njimi delala. In sicer kontaktirajo me pa čist od do, imaš na primer kake, ki že hodijo v fitnes, ne vem, 3 leta, pa še vedno vidijo, da jim nekaj malega manjka, da bi se rade kaj naučile, od čistih začetnic, ki mogoče pridejo z mano prvič v življenju v fitnes, potem pa so tudi kake take, ki imajo mogoče neke pridružene bolezni, bolečine, neka taka stanja, ki jih obravnavamo znotraj individualnih treningov, na primer, ne vem, če ima ena bolečino v križu, delamo tudi na tem, da na hujšanju, na pridobivanju mišične mase, ampak pač tudi malo bolj specifično v ta del, pač kjer ima ženska problem, ampak ponavadi itak gre to vse eno z drugim, ne, pač telo je celota in ne moreš ti nikoli lokalno na eno stvar samo vplivati, no, tako da zato imam jaz tudi na začetku vedno te začetne posvete, zato da pač lahko čim več informacij dobim, da na čim večjih področjih pol delamo. Super. Ja, odlično. Mislim, povedala si že, da si se torej bolj fokusirala na vadbe za nosečnice. Kako to? Mislim, je to nekako, ne vem, kako si se to odločila, no, tako? V bistvu je prišlo dosti spontano, bi rekla, na magisteriju kineziologije sem se nekod usmerila bolj v ta predmet, hkrati sem tudi na študiju fizioterapije imela ginekologijo, porodništvo predmet in mi je oboje skupaj, pač sem videla, da dobivam veliko znanja na tem področju, hkrati ja, že tako ali tako sem hotela delati z ženskami, to je pa še eno področje, ki je res izključno pač na ženske usmerjeno. In si želim pač s svojim znanjem v bistvu tudi ženskam v takih življenjskih obdobjih pomagati, ker se mi zdi, da na trgu je veliko nekih programov pa vsega tega, ampak je ponavadi usmerjen v neko splošno zdravo populacijo. Sicer so že tudi neki programi za nosečnice pa to, ampak meni se zdi, da je to tako specifično področje, da je pač potrebno, da dela z njimi človek, ki ima dovolj znanja na tem pač področju. Tako da ja, v bistvu zdaj magistrsko nalogo pišem o vadbi med nosečnostjo, glede tudi na pridružene probleme žensk, ker pač se mi zdi, da v vseh teh letih šolanja se zdaj končno počutim dovolj sposobno, da delam s takimi strankami, zaradi tega, ker pač jaz do njih čutim ful veliko odgovornost, ker ni to
ni to pač čist normalno, bi rekla, obdobje življenja in se pač tudi one potem bolj varne počutijo, če delajo z nekom takim, ki je malo bolj specifično. To, no. Ja, to se meni tudi zdi, mislim, načeloma nisem tega veliko slišala, mislim, tudi verjetno bi več slišala, če bi se jaz že, mislim, imela to izkušnjo mogoče, ampak ja, mislim, se zdi zanimivo, ker res, tako si rekla, no, so vse te neki vadbeni programi, ki so, pa tudi, ne vem, vedno več tega preko spleta, res se fokusirajo mogoče, oziroma kar pozabijo na to, ne, da pač tu ženske nasploh imamo neke specifike in res, ne vem, mogoče oski, no, kako bi temu rekla. Ja, res je, ja, mislim, jaz vidim, da sicer delam tudi online, naprimer s strankami, sploh zdajle v času korone, pa tega PCT pogoja, naprimer veliko nosečnic, pa doječih mamic nima PCT pogoja, recimo, in nimajo vstopa v fitness, tako da delamo online in sicer se tudi online da veliko narediti, ampak stranke, s katerimi jaz delam, pač vejo, da jaz njih konstantno nekaj popravljam, pa se jih dotikam, pa le tule moraš čutiti, pa tak in vsem manjka ta del pri tem online izobraževanju, bi rekla, no, ampak se tudi da veliko narediti, no. No, zdaj, ko sem že glih prišla na to temo, ne vem, kak imaš pa ti mnenje o teh online programih, ki so zdaj, se mi zdi, v času te epidemije kar izbruhnali, ful je bilo tega, ne vem, pač za neko res banalno ceno, recimo, pa so obljubljali, tako bom rekla, no, kar nekaj, pa mogoče ne glih nerealne, ampak zelo velike spremembe, no, ne vem. Ja, te programi so ponavadi, jaz vedno rečem, da svaka čast tem puncam, kaj so uspele dosežiti, nerealno jim laufajo stvari, ampak ta način dela meni ne ustreza. Ne zagovarjam ga zaradi tega, ker vidim, ne vem, če imam 3 različne stranke, pa vsaka bo po svoje naredila počep, vsaki bo neka postavitev vaje bolj ustrezala kot druga. In enostavno je to za moje pojme preveč kompleksno področje, da bi lahko ti 1000 isti program prodal. Tako da tukaj se gre izključno na neko masovko, kjer poceni prodaš pač večjim ljudem. Se pravim, pač tukaj je promocija ful dobra, na lastnem tem brandingu veliko naredijo, ampak na koncu se potem pokaže mogoče 5% najboljših rezultatov, ne vidiš pa vsega ostalega, naprimer, mogoče najslabših 5%, ko so, ne vem, se med online vadbami poškodovale, naprimer, ker niso imele zadostne tehnike. Hkrati te programi velikrat bazirajo na nekih, ful je veliko skokov, pa tega nekega kardio dela, ker valjda to pač omogoča rezultate, ampak mogoče to ni dobro na dolgi rok za njih, da tako delajo, ne, ker jaz tudi potem recimo dobim stranke, pa delamo 3-krat manj, ko so one delale na online programu, pa mi rečejo, jaz veliko bolj čutim zdajle te mišice, pa zdaj me tole ne boli, zaradi tega, ker vidijo, da so prej naprimer pol ure pred računalnikom skakale, pa čist nekaj druga delale, no, tako da načeloma vadbeni programi, te online so fajn, zaradi tega, ker se dela na nekem communityju, pa mogoče malo več imaš neke motivacije znotraj tega, pa tudi vedno rečem, če ti to pomaga, da se lotiš stvari, pa da dejansko spremeniš pač nek življenjski stil, tudi super, ne, ni zdaj to, da je totalno za nič ali pa karkoli, ampak mogoče res manjka malo več te individualnosti znotraj programa, no. Ja, strinjam. Mislim, tako, ko smo bili v tej koroni, pa v karanteni, pa smo bili vsi zaprti, ne, mislim, tako nismo imeli druge opcije, ne, zato vem, da sem si jaz skupila en program, tako čisto za neko res banalno ceno, pa mislim, da sem, ne vem, vsak dan recimo, da so bili treningi, pa ne vem, 3-krat na teden, tako je, mislim, da sem šla narediti 3-krat v celem mesecu trening, ker sem zdaj vseeno, ne vem, nima nekako prave vrednosti, ne, pa to, če veš, da moraš iti v fitness, da se moraš obleči, pač ti je že to neka spodbuda, motivacija, ne vem, in je čisto nekaj drugega, kot pa, da si cel dan doma, pa še zdaj se pa odločiš, zdaj se grem pa prevleči trenirko, pa zdaj grem pa trenirati. Ja, pač tukaj je res, se mi zdi, da je neka taka majhna cena, ko veliko žensk kupi, samo zato, ker si mislijo, je 20 evrov, bom probala, ampak me zanima statistika, koliko žensk dejansko vse to do konca naredi. Pač, ker je pa tudi tako, da te vadbeni programi, ne vem, pa imajo pol vsak dan trening, pa take stvari, pač tega ne rabiš delati. Naprimer, če ti 3-krat na teden po 45 minut, recimo, narediš org trening,
trening, je čist dovolj, ne, pač pa mogoče lažje ohranjaš tako pač število treningov na dolgi rok, no. Velikrat je pol tudi, ne vem, v enem mesecu se ženske ful držijo, pa zdravo jejo, pa vse skupaj, ampak pol je konec izziva in one padejo nazaj v svoj prejšnji življenjski stil, ne. Jaz pa recimo s strankami, ko delam, dam veliko na neko izobraževanje, vsak zakaj ima svoj zato, pač vse jim razložim, zdaj moraš pa to tako, veš, pa to moraš narediti, pa tole je boljš, da tako narediš, zato da pač bo ona še čez 3 mesece ali pa čez 1 let, kadarkoli, ko bo, naprimer, ko ne bo več z mano trenirala, pa se bo spomnila, aha, to pa moram zdaj jaz tako narediti, naprimer, pa vidim jaz dolgoročno tukaj moj nek vpliv na njihov ta življenjski stil, no. Super, ja, od meni se tudi, mislim, fajn si povedala, ker dejansko je res, no, mislim, jaz tudi to, meni ful več vredi, ali kako bi temu rekla, no, če se en res individualno posveti, pa tudi, tako kot si rekla, no, da je to ni zdaj glih za neka začasna zadeva, ampak da to pač se vnese v tvoj vsakdan. Ja. Ok, zdaj sicer malo si že omenila, mislim, kakšne stranke imaš ti, ampak recimo zdaj nekdo, ko ne ve, pa zakaj ti misliš, da je to dobro? Kaj, ne vem, od tebe tako pridobijo? Ne vem, malo si že omenila, da jih celostno obravnavaš, da torej vključiš tudi, ne vem, mogoče prehrano ali ne vem, na kak način, da dobijo jedilnike, recimo, ne vem, čistko. Ja, kar se tiče prehrane, to ni moje področje, ne. Meni se zdi, da je tudi pomemben mi kot recimo v kateremkoli v bistvu v poslu si, da veš, kje je tvoja meja, do kje znaš, pa da ne pametuješ v 3 krasne noči, tako če rečem. Tako da ja, glede prehrane, jaz imam vedno na tem osnovnem, ta prvem pogovoru, ko ga imamo, se vedno dotaknemo prehrane, ker je to enostavno pač preveč pomembno področje, da ga ne bi niti omenila. Povem jim osnove, povem jim, ne vem, svojo filozofijo prehranjevanja, bi rekla, pač kaj jaz zagovarjam, ne sestavljam pa jedilnikov, ker še nisem spoznala človeka, ko bi dejansko se tega držal na dolgi rok. Spet, mogoče se 2 tedna drži jedilnika, ampak pač treba je pač posameznika naučiti, kako izbirati prehrano, kako neke majhne spremembe na dolgi rok vplivajo recimo na zdravje in to ni več moje področje, na primer, ne. S tem se pač dietetiki, nutricionisti ukvarjajo, no, tako da ja, izključno tega jaz ne delam, no. V bistvu, kar se pa tiče osebnega trenerstva, se mi pa zdi, da je strankam fajn, ker ene pač ženske recimo se ne počutijo samozavestne, da bi prišle kar v fitness, ne, pa ne vejo, kje začeti, pa kako se kaj naštima v fitnessu, naprave pa to, tako da jim je vedno fajn, da imajo neko vodenje, recimo iz moje strani, pa hkrati tudi se mi zdi, da čutijo zdaj, ne vem, če so z nekom zmenjene, je večja verjetnost, da bojo prišle, če vejo, da jih jaz, na primer, čakam v fitnessu, ko pa da bi rekle same, ja, danes bom pa šla, no, v redu, jutri bom pa res šla, ne, ampak ne, tako da mogoče na začetku je lažje z nekom, ki se spozna na te stvari začeti, pa jaz pol vedno rečem, ne vem, boš pa postopoma začela sama narediti kak trening izven najinega termina ali pa karkoli, da potem postopoma samostojne postanejo tudi v fitnessu, no. Spet pravim, tako sem prej rekla, zato je tukaj veliko izobraževanja o tem, kaj delamo, za kaj delamo, kako je treba narediti vaje, zato da pač one kaj od tega odnesejo, ne pa da bi samo 1 uro bile tam, pa bi jaz samo rekla, zdaj pa to, pač to ni moj sistem dela, no, jaz velikokrat povem, zakaj je tako, je. Ja, včasih se mi zdi, da to fajn slišati, ker zdaj vedno več je teh, pa ne vem, osebnih trenerjev, ne, verjetno tudi med vami, pa se poznate ali pa kakorkoli, in se mi zdi to pač fajn, da tudi veš, kaj lahko kot stranka in pač pričakuješ od nekoga, ne, da se pol tudi za njega odločiš, ker verjetno je. Ja, jaz mislim, da tukaj sicer je na tem področju ni v Sloveniji neke regulacije, da bi rekla, kdo lahko to dela, ne, imaš od 2-dnevnih seminarjev pa do 3-letnega šolanja, na primer, pa je na koncu veliko na tem, koliko boš pač sam naredil iz tega, koliko se boš dodatno izobraževal. Na koncu se mi zdi, da pa itak šteje to, kak je stranka zadovoljna s tabo, koliko jim te bo naprej priporočila, kake rezultate bo ona dobila s tvojim delom, ne. Tako da ja. Ja, sigurno.
Ok, mislim, zdaj, ne vem, ker recimo, kaj pa si ti želiš, pač, zdaj nekako začela si, zdaj že nekaj let, ne, recimo, si v tem, se bolj hočeš osredotočiti, tako si rekla, recimo, na vadbe za nosečnice, a imaš še kakšne plane za naprej, ne vem, kje bi si želela biti ali pa ustvarjati ali pa kakorkoli. Jaz v bistvu, kar se dela tiče, mi je zdajle super, ker v bistvu glih v zadnjih 2 letih, ko sem jaz začela delati v Celju, je pač bila cela ta korona situacija, fitnes je bil več kot 1 let manj, da je vse skupaj zaprt. Tako da se mi zdi, da se zdaj počasi spet malo začenja nazaj odpirati na tem področju, ker prej sem pač skozi v Ljubljani delala in jaz sem imela tam druge stranke, druga populacija, ki mi zdaj tukaj pač ni več možnosti, da bi hodila. Tako da tukaj upam, no, da bo v fitnesu se pač postopoma začeli, da bojo lahko ljudje nazaj hodili, kakorkoli bo s temi ukrepi, pač upam, da se ne bo ponovno zapiral fitnesov, zaradi tega, ker pol, ko ljudje ven padejo, spet 3-4 mesece, je spet ful časa rabijo, da se nazaj spravijo. Drugače imam pa še nekaj tak starih študijskih grehov za zaključiti, tako da v bistvu glede dela mi je čisto dovolj, koliko imam zaenkrat, zaradi tega, ker še pač pišem in magistrsko nalogo in diplomsko nalogo in je v bistvu v naslednjih letih prvi cilj, da to dvoje zaključim, ker imam skozi nekje odzadaj, da moraš pisati, ne, tako da dokler tega ne zaključim, pač mislim, je to prva prioriteta, potem pa definitivno pač vedno več dela v fitnesu in pa tudi, tako sem že na začetku rekla, pač, da bi nekje v neki fizioterapiji ali neko zdravilišče, zdravstveni dom, karkoli, da v bistvu začnem tudi na tem področju čim več izkušenj dobivati, no. Ja, super. Mislim, fajn, jaz sem vesela, da si vse to delila z nami, da si sebe malo predstavila, no, tvoje delo, kako to poteka, mogoče za tiste, ki pač so v tem res čisto novi ali pa se mogoče odločajo za to. Tako da res ti hvala, no, da si se tudi, tako kot sem že prej omenila, odzvala mojemu vabilu. Ne vem, mogoče bi še rada kaj povedala za, ne vem, naše poslušalce. Mi, tako kot sem rekla, imamo pač baziramo bolj na mlade, ki jih pač določene vsebine zanimajo, pa tudi tiste, ki so pač mladi po duši in pač prisluhnejo našim vsebinam, tako da ne vem, mogoče kakšnih zadnjih par besed. Ja, mogoče to, no, tako smo se pogovarjali že prej, da je pomembno gibanje vnesti v vsakdanjik in tako sem rekla, pač telesna aktivnost ima veliko pozitivnih učinkov, ki niso samo vizualni, niso samo vidni navzven in se mi zdi, da je pomembno, da vsak sam pri sebi najde nek razlog, zakaj bo to naredil, zakaj bo spremenil mogoče življenjski stil, da bo pač dolgoročno ohranil neke take zdrave navade, pa da si vsak pač najde neko aktivnost, v kateri uživa, zaradi tega, ker bo verjetno potem dlje vztrajal pri njej. To pač ni mus, da je fitnes. Jaz ne rečem zdaj pa morate vsi v fitnes hoditi. Če ti je to muka, pa ful rad hodiš v hribe, fajn, pač deli to, ni treba zdaj se siliti v nekaj, kar ti ni fajn, ker misliš, da bo treba, pač ne vem, ker te mogoče socialna omrežja silijo v to ali kakorkoli, ali pa ne vem, ker imamo na socialnih omrežjih ful teh lepih punc z lepimi postavami, pač ne se primerjati s takimi pač ženskami, zaradi tega, ker ne veš, kako živo izgledajo, vsak ima svoj tip postave in se, tako sem rekla, pač ne delamo tega samo zaradi vizualnega vidika, ampak tudi zaradi kak je psihični vpliv na zdravje in vse to se lahko dolgoročno res veliko vpliva z aktivnim načinom življenja, no. Ja, super, ja, se strinjam. Mislim, zdaj tudi je meni tako malo, bom rekla, si me kar dala eno vrco, no, da se moram spraviti. Zdaj je bila ta korona, pa sem se vsi kar malo opustili, pa so te navade nekako šle ven, če smo padli z neke rutine, tako da ja, je tudi evo to mene, no. Ja, no, super. Se spravim. Ok, hvala vsem, ki ste naj poslušali, pa ja, tudi te, pa tistim, ki ste naj poslušali, pa gledali. Tako da evo, se vidimo, pa slišimo kdaj drugič. Čau! Adijo!